Dober večer. Začenjamo z ne preveč spodbudnimi novicami. V novomeškem Revozu, ki zaposluje približno 2200 ljudi, bo od jutri pa do prihodnjega petka, torej 8 delovnih dni, proizvodnja potekala le v dopoldanski izmeni. Zdajšnji obseg naročil namreč ne zadostuje več za normalno obratovanje proizvodnje. Prvi mož Revoza, Aleš Bratoš, poudarja, da z ukrepom prilagajajo obseg proizvodnje manjšemu povpraševanju na trgu. V zadnjem času so se namreč srečali s padcem prodaje, ki je občutno presegel njihova predvidevanja. Evropski trg je seveda naše glavno tržišče. Nekaj sicer proizvajamo tudi za ostale trge, vendar je največji obseg proizvodnje namenjen Evropi. V ta namen smo se že v preteklosti odzivali z prilagajanjem obsega proizvodnje in ukrepe, ki jih predvzemamo sedaj konec leta, ne pomenijo nič drugega kot ukrepe, ki grejo v isto smer, se pravi, da proizvajamo vozila, za katera imamo pridobljena naročila. V eni izmeni po besedah prvega sindikalista Revoza Slavka Pungaršiča dela med 700 in 800 ljudi. Cilj je obdržati zdajšnja delovna mesta, dokler in kolikor je to možno. Kako nadomestiti izpadle delovne dni, je stvar dogovora. Možnih je več ukrepov. Zdaj, eden od ukrepov, ki je zelo verjeten, je 36-urni delovnik, kar pomeni, da bi delavci na vsake 14 dni dobili en dan bili prosti delovni. Bratoš je odločno poudaril, da začasno obratovanje v dopoldanski izmeni nikakor ne pomeni ukinitve popoldanske izmene. Imamo kar nekaj možnosti za to, da zmanjšamo obseg proizvodnje, ne da bi odpuščali, in o tem se pogovarjamo trenutno s socialnimi partnerji. Ne moramo si zatiskati oči pred tem, da je ta možnost tudi realna, ampak še enkrat v tem trenutku se o tem ne pogovarjamo, pogovarjamo se o ohranitvi delovnih mest. Seveda je pa kljub temu prisoten določen strah in določeno nelagodje, kaj se bo z njimi dogajalo. So pa pripravljeni in kaže se neka pripravljenost na določene druge ukrepe, da prebrodimo to krizo leta in nekaj mesecev. Kot je namreč znano, naj bi v začetku leta 2014 Revoz začel izdelovati nova modela Twinga in Smarta. Ta projekt po Bratoževih besedah ni ogrožen. Ne, projekt se odvija naprej po načrtih. Ravno v tem trenutku tudi potekajo sestanki, ki preverjajo napredovanje projekta. Ker mi vendarle vidimo luč na koncu tunela v letu 2014, takrat bo zalaufal ta nov projekt Edison, kar pomeni, da bomo celo po zdajšnjih planiranih mogoče celo šli v 3 izmene, in delavci so seveda edino bogatstvo, ki ga imamo v Revozu, in ti delavci so zelo predni in zelo merljivi. Je pa od Revozove proizvodnje odvisnih kar nekaj drugih podjetij. Mi jih seveda obveščamo o naših proizvodnih načrtih in se potem ravno tako kot mi, tudi oni v tem trenutku iščejo rešitve za to, da to obdobje letošnjega leta in pa, kot se kaže, tudi naslednje leto naj bo boljše prebrodi do zagona novega projekta. Zdaj pa k hitro razvijajočim se podjetjem. Krško družinsko podjetje Eurosat, največji slovenski predelovalec sadja, je letošnja dolenjsko-posavska gazela. Med regijskimi finalisti za izbor najhitreje rastočega podjetja v regiji sta bili še ribniško podjetje Yaskawa Ristro ter krški GEN-I. Jabolko na dan prežene zdravnika stran. Dolenjsko-posavska gazela je Eurosat. Laskavi naslov najhitreje rastočega podjetja v dolenjsko-posavski regiji, izbor že 12. leto zapored poteka pod okriljem časopisne hiše Dnevnik, so tradicionalno podelili v Dolenjskih Toplicah. To je res izjemno priznanje, še posebej že nominacija, ko sem izvedel, v kakšni družbi smo, v takih 2 eminentnih družb, in pa še ko gledamo spisek 100 najhitreje rastočih podjetij na Dolenjskem, je to toliko večje priznanje za nas. Na drugi strani pa to potrditev naše pravilne poti, vizije, ki je najprej naslavil moj oče
ko je ustanovil družbo in pa potem, ko je prepustil meni vodenje pred vstopom v Evropsko unijo, vizija prodora na evropski trg, to je tisto, kar poskušamo tudi z našo zgodbo čim bolj jasno povedati ostalim manjšim, srednje velikim podjetjem, da je enostavno slovenski prostor premajhen, da je treba iti v svet, da se ne smemo strašiti, še posebej, ker imamo v Sloveniji odlične produkte. Za naziv dolenjsko-posavske gazele se je potegovalo tudi ribniško podjetje v japonski lasti Yaskawa Ristro, specializirano za robotske sisteme. To priznanje prihaja pravzaprav v zanimivem času. Mi smo pred 3 leti dobili mandat strani japonskih lastnikov za postavitev robotskega centra za potrebe Yaskawa Europe, se pravi za potrebe naše matere, v smislu postavitve močnega inženiringa in proizvodnje za robotske celice, predvsem za avtoindustrijo. In ker smo ravno sredi, imamo mandat za speljavo tega, je seveda ta priznanje dodatna spodbuda in se zahvaljujem Dnevniku in organizatorjem Gazele za to veliko priznanje. In kot rečeno, mi je to meni in mojem timu, ker to je vendar, za tem stoji močen tim, ki ga imamo v naši firmi v Ribnici in seveda za katerega sem ponosen in stoji za mano in je to velika motivacija za naprej. Med regijske finaliste se je uvrstilo še krško podjetje GEN-I, največji slovenski ponudnik električne energije poslovnim uporabnikom in z več kot 60 000 gospodinjstvi drugi največji ponudnik električne energije za končne odjemalce. Za naše podjetje, predvsem pa za naše zaposlene, upravo, vodstvo pomeni to motivacija za delo naprej, predvsem pa en dober občutek, da tudi drugi prepoznajo naše delo, da prepoznajo našo skrb in da prepoznajo naše napore, predvsem pa naše timsko delo. V podjetju GEN-I so v prvih 6 mesecih letošnjega poslovnega leta ustvarili več kot 700 milijonov evrov prihodkov ter slabih 10 milijonov evrov dobička. Potem, ko so v juniju vstopili na trg zemeljskega plina za gospodarske odjemalce, so se pred dnevi odločili še za dobavo zemeljskega plina gospodinjstvom, kjer nameravajo z do 20% nižjimi cenami, kot veljajo pri drugih slovenskih ponudnikih, v naslednjih 3 letih pridobiti 10% tržni delež. Naši rezultati v poletju so izredno dobri, mi smo daleč presegli naše plane. Lahko rečem, da smo že v 8 mesecih do konca 8. meseca realizirali praktično naš plan za celo leto, tako po obsegu poslovanja, kot tudi po dobičku. Razmere, ki so bile v letošnjem polletju na naših trgih, so bile izredno zahtevne, predvsem zaradi močne suše, vendar to je dalo nam priložnosti za več trgovanja, priložnosti za izmenjavo energije in smo te priložnosti pravzaprav izkoristili. Zahtevno je tudi seveda v odnosu do bank, zahtevno v odnosu do kupcev, vendar smo uspeli ta tveganja primerno obvladovati in priskrbeti zanesljivo oskrbo našim odjemalcem z električno energijo. Od začetka izbora regijskih oziroma nacionalnih zlatih gazel kar 92% podjetij, ki so se uvrstila med finaliste, še vedno posluje uspešno. Osnovni kriterij za izbor regijske gazele je sicer uvrstitev na lestvico 100 najhitreje rastočih podjetij. Potem so dodatni kriteriji vsaj 15 zaposlenih, dobiček v obravnavanem 5-letnem obdobju. Potem so tukaj še 2 indeksa, DBEC in pa Failure Score indeks, ki omogočata primerjavo med različno velikimi podjetji ter verjetnost propada podjetja, če govorimo o trdih kazalnikih. Potem so pa tukaj še mehki kazalniki, ki pa jih dobimo na podlagi tako imenovanega dosjeja, ki ga člani metodološke komisije opravijo z finalisti posamezne regije. Se pravi, na podlagi trdih kazalnikov in pa teh mehkih dosjeja zberemo 3 najboljše. 100 najhitreje rastočih dolenjsko-posavskih podjetij je v minulih 5 poslovnih letih svoje prihodke od prodaje povečalo za več kot 6-krat, kar jih v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami uvršča na prvo mesto. Hkrati bi pa zelo rad poudaril, da so ta podjetja izjemno dobri zaposlovalci. Namreč v tem obdobju so zaposlili preko 1200 ljudi. Medtem za primerjavo pa naj povem, da so podjetja v dolenjsko-posavski regiji v tem obdobju izgubila 10% delavcev, kar pomeni skoraj 5000. Na ta način lahko vidimo, kako pomembna so ne samo za dolenjsko-posavsko regijo, temveč za celotno Slovenijo tako imenovane gazele. Uspešno poslovno zgodbo vse od ustanovitve leta 1995 piše tudi Eurosat.
Podjetje, ki danes zaposluje 150 ljudi, letno pridela približno 20 tisoč ton sadja. Skupina Eurosat tvorijo 3 družbe, ena v Krškem na Blanci in pa od lanskega leta še v Ormožu, 4. steber je pa privatni sektor. Vse skupaj je preko 625 neto površin, hektarjev površin in izvažamo države od Anglije, Irske, Skandinavije, baltskih držav, Rusije, Romunije, trgov bivše Jugoslavije in pa od lani tudi preko Dubaja na celotni Srednji vzhod. Sam prodor na te trge, kot sem že prej rekel, je bil na nek način povezan s vstopom Slovenije v Evropsko unijo, ko se nam je zaprl trg Hrvaške in pa Bosne. In v Sloveniji proizvedemo jabolk 2-krat več, kot jih porabimo in je nujno potrebno, da se izvaža.